Ljubljansko osamljeno prodajalno bodo že v ponedeljek napolnili dijaki in študenti. Takrat se začne predprodaja vozovnic za novo šolsko leto, ki bo letos enostavnejša. Kopij vlog ni več potrebno izdelovati in jih prinašati vsem prevoznikom. Se pravi, dijak ali študent, ki je lansko leto moral izdelati kopije vlog in jih prinašati najprej k enemu prevozniku, pa potem k naslednjemu in tako dalje. Toda mesečna šolska vozovnica bo stala 5 evrov več kot lani. Dijaki in študenti, ki so od kraja izobraževanja oddaljeni do 60 km, bodo zanjo odšteli 25 evrov na mesec. Z oddaljenostjo od šole oziroma fakultete pa, kot lahko vidite, raste tudi cena. Moram priti do šole, v vsakem primeru. Kljub podražitvi šolskih vozovnic na pristojnem ministrstvu ugotavljajo, da bo prihranek družine zaradi subvencije še vedno precej visok, tudi do 2500 evrov na leto. Subvencije smo prihranili, ampak ta dvig se nam bo poznal na družinskem proračunu. Podražitev je nujna, da pokrijejo 5 milijonov evrov veliko luknjo, ki je lani nastala zaradi velikega zanimanja za subvencionirane šolske vozovnice. Posebej, če jih je v družini več. Se to dosti pozna, samo tole pa res, ko so podražili, se bi pa zdaj ful nesmiselno. Najugodnejša je še vedno vozovnica, ki jo lahko šolarji uporabljajo celo leto, tudi med počitnicami. Letna vozovnica ostane na enaki ravni, kot je bila lansko leto. To je bila izrecno pričakovanje, ne bom rekel zahteva študentov. Čeprav si visok enkratni strošek marsikdo težko privošči, za dijake stane najmanj 200, za študente 180 evrov, se vendarle splača. Prihranek je lahko tudi 45 evrov.